Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Prihodnji tedni bodo v znamenju nogometa potekalo namreč Evropsko prvenstvo v nogometu, kjer bo nastopila tudi slovenska reprezentanca. Nepogrešljiv del tekem pa so tudi sodniki in med zelo uspešne slovenske sodnike spada tudi Milan Koge, katerega gostimo v današnjem športnem pogovoru. Milan, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. Sodniško delo na tekmah najbrž ni najbolj, kako bi rekel, priljubljeno. Ogromno je navijaških pritiskov, ampak preden pride do teh pritiskov, kako se je začela tvoja sodniška kariera? Ja, jaz prej sem igral nogomet 20 let za člane. Pa to ne slabo, bil si tudi... Bil sem tudi kapetan ekipe pod vodstvom trenerja Jožeta Močnika. Potem pa je prišla ta idrijska ekipa na malo višji nivo, tudi pa drugi trenerji so prihajali, ki so zahtevali več treningov. Jaz pa nisem imel časa, bila služba pa vse, ampak sem malo študiral, pa sem nekaj bi rad stal v nogometu. Pa me pa Vasilin Slavko, ki je bil že priznan sodnik takrat, je rekel 5 narediti izpit in leta 94 sem to naredil. Ampak ena stvar je zanimiva. Rekel si, bilo je treba več trenirati, ko je hotela iti ekipa na višji nivo, ampak tudi sodniki morate trenirati. Ni to nekaj samo, da vzameš zastavico, pišuko in greš na tekmo. Ja, jaz sem si mislil, tako kot si rekel, ampak je bilo treba 2-krat na teden trenirati. Takrat je bilo dost. Dan današnji trenirajo sodniki vsak dan. In so tudi pod nadzorom in morajo pošiljati treninge vodstvu in na Zvezo nogometnih sodnikov Slovenije, mednarodni pa na UEFA. Omenil si Slavka Vasilina, ampak ni bil on edini sodnik iz naših krajev, sodnikov je bilo že predtem kar nekaj. Ja, jaz se spomnim, ko so govorili, da sta bila prva sodnika Janez Mauzer pa Marjan Ončina, to je bil oče od priznanega športnega pedagoga Robita Ončina. Sem tudi malo štorij slišal, kako se z motorji vozil na tekme, takrat ne bilo kakšnih avtov in so tudi padali po tleh. Pa so bili pa Slave Moravc, pa Marko Šubic je bil, pa Boris Ferjančič, Veselič, pa zelo dober sodnik je bil Mile Maleševič, ki je tudi sodil nekaj po Jugoslaviji, prednje je prišel v Idrije. No pa je bilo nas pa iz Idrije kar 30 sodil, 3. liga plus jaz, tam jaz sem polno predaval v 2. liga, kjer sem sodil kot glavni 5 let. Pol pa nisem mogel napredavati na 1. ligo, takrat sem stanovanje rihtal, pa glavne ni bilo cajta tukaj za trening. Sem se pa z vodstvom Goriške medobčinske zveze oziroma društva odločil, da bom jaz šel za pomočnika sodnika, Juh Mateja pa napredoval pol na 2. ligo iz 3. in oba sva pristala na mednarodni listi čez par let. Omenil se ogromno sodnikov iz naših krajev, ampak edino tebi je pa res uspel preboj tudi na, lahko rečemo, mednarodno raven. Kot pomočnik Darka Čeferina si nenazadnje bil udeležen na tekmi Lige prvakov. To je pa nekaj, s katerim se le redko kdo lahko pohvali. Tako je, leta 2007 smo sodili skupinski del Lige prvakov Lyon Steaua. Dobro smo bili ocenjeni. Pa smo sodili kar nekaj kvalifikacijskih tekem meddržavnih, pa Liga Evropa, tudi par tekem zanimivih. Žal je imel Darko Čeferin potem nekaj težav s poškodbami in je končil svojo kariero in ponovno smo vezani tudi pomočniki na enega glavnega sodnika,
tako da sem tudi jaz pol počas končil. Sem pa še sodil z Juh Matejem, mednarodne tekme, tudi Liga Evropa. Po Slavko Vinčičem so enkrat sodila, ki je sodil zdaj finale Lige prvakov. Pa z Damirjem sem tudi, s Kominom sem tudi ena tekma. Ampak nasplošno so slovenski sodniki večinoma na vseh tekmah zelo dobro ocenjeni, govorimo o tekmah najvišje ravni. Sigurno, tukaj moramo imeti častnega predsednika Zveze nogometnih sodnikov Slovenije, Vlada Šajna, ki je enim vodilnih v sodniškem komiteju UEFA. In on tudi nam pomaga z vsemi informacijami. Prvi izvemo za kakšne spremembe pravil, pa to, on je tudi odgovoren za spremembe pravil nogometne igre, ki so se zadnje cajte, kar se je veliko spremenjalo, predvsem v smislu, da se igra hitreje odvija in s čim manj prekinetov. Dejansko sprememb je ogromno, sodniki morate tudi temu slediti. Je pa tudi starostna omejitev za sodnike. Tako je. In pri nas in na Evropi je starostna omejitev 45 let. Jaz sem sodil do 45 leta. Čeprav so neke izjeme, ampak v glavnem do 45 leta. Zdaj, ena glavnih sprememb v zadnjem obdobju je uvedba VAR sistema. Sam si kontrolor nogometnih sodnikov v drugi slovenski ligi, kjer VAR-a še ne uporabljate. Imaš sam kaj izkušenj z VAR sistemom? Z VAR-om nimam izkušenj. Ampak vem, mislim, da to pripomore k bolj poštenemu sojenju, tudi če se sodnik kaj zmoti. VAR poprav. Sicer so neki protokoli, kdaj popravlja, kdaj ne. Tako da je na pomočnikih sodnika malo manjša odgovornost, kot je bila takrat, ko smo mi sodili to. Zdaj, ki je še prepovedan položaj, se ga v bistvu ne označi, pa se potem lahko naknadno preverja. Tako. Zdaj, bom rekel, navijači smo pogosto zelo kritični do sodniških odločitev, znamo tudi izvajati pritisk na sodniki. Kako sodniki to dojemate med samo tekmo? Se obremenjujete z raznimi... Ja, včasih, ko smo začeli, ko smo bili še neizkušeni, pa to je kar prišlo do živoha. Pa, ko so tekme višjega ranga, pa to je tudi malo več publike in tudi ne slišiš teh opask. V začetku je bilo kar pestro po teh primorskih igriščih. Tudi v Idriji je bilo, so mi pravili kolegi, starejši kolegi, zakaj tolijo sodniku Idrca je mrzla. In kaj je razlog temu? Ja, en sodnik je malo slabo sodil za Idrijo. Ampak slabo dejansko ali po mnenju gledalcev? Po mnenju gledalcev, po moje tako. Bil je tak priplaven, mejhen, iz dol za Horiškega. Pa ne bom povedal prijemka, da se ne da smejal. Takrat so se nogometaši in sodniki preoblačili pri Kajzerju, kaj je bilo treba čez most čez Idrco. In so ga dva moška navijača sta ga prejela in sta ga držala čez most. Oni so pa tele, dejte ga, Idrca je mrzla, tam pol ne zaplaval. In od takrat naprej, kakor je se kakšen sodnik slabo sodil za Idrijo, so to del Idrca je mrzla. Vem, da si tudi navdušen podpornik slovenske nogometne reprezentance, redko katero tekmo zamudiš. Samo eno stvar zanima, si se kdaj sam sebe zalotil, da si mogoče skandiral proti sodniškim odločitvam? Sem se zalotil, sem to sem delal bolj pri sebi. V sodništvu velja ena taka sodniška etika, da ne smemo kritizirati kolegov, tako da sam pri sebi pa sigurno si. Ne smete jih kritizirati javno, medtem ko najbrž po vsaki tekmi pripravite neko analizo, sploh kot kontrolor moraš to, kako na kakšen način preverjaš, ocenjuješ delo sodnikov, ker ne moreš biti na vseh tekmah prisoten. Ja, gledamo posnetke, tudi na vseh tekmah
zdaj skoraj na vseh tekmah. In mladencev, in tretja liga, in tekme druge lige so posnete. In jaz v živo gledam tekme, analiziramo po tekmi skupaj s sodniki, gremo na kakšno pijačo. In če kaj ni jasno, to lahko doma pol pogledamo na posnetku ali pa mogoče celo prenos na športklubu, da takoj po tekmi pogledamo kočljivejše situacije. In smo pa na nek način kontrolori, tudi mentori in navijači sodnikov in si vsi želimo, da bi sodniki čim boljš opravili svoje delo. Zdaj sodniki, govorila sva od nižjih kategorij, vedno više, ko greš, bolje vse skupaj organiziran. Vem, da sem v pogovoru pred leti, ko smo delali za tiskano izdajo Idrijskih novic, omenjal, kakšen protokol je bil na tej tekmi Lige prvakov. Dejansko ste se počutili kot predsednik neke države na obisku v Franciji. Ja, en dan prej smo šli na tekmo, zvedeli smo 3 dni prej, da bo, kje bo tekmo. Vedeli smo, da bo Liga prvakov. In smo šli pol 2 dni prej smo zvedeli, kam gremo, na avion, tam te pričakajo hotel, večerja, tam se dobiš s kontrolorjem, malo pa govoriš, tvoj počitek. Drugi dan smo takrat hodili še na sestanke pol na stadion, dopoldne po kosilo in počitek, zvečer pa pred tekmo, sestanek z glavnim sodnikom, da se je treba dogovoriti, kdo bo kaj pokrival. Pa že potuješ proti stadionu, vidiš tista masa ljudi, in tako ti puls že malo narase. Ja, ampak potovali ste na način, da niste v kakšnih zastojih stali. Ne, tu pa ne. Je bilo pa vse z avionom. Če pa, proti stadionu so pa tudi policaji nas spremljali, pa tu rečemo v vzhodnih državah so celo policaji salutirali nam, ko smo šli mimo, pa take, da smo se ne smejali v teh kombih, ko smo se vozili. Zelo zanimivo. Fajn je bilo. Koliko časa se še vidiš v tej vlogi nogometnega kontrolora nogometnih sodnikov? Ja, tukaj je pa meja 70 let, se pravi še ne. Še nekaj časa. 13-14 let bo še to. Kaj enkrat živiš s tem, ne moreš kar končiti. Tako da vsak vikend, ali sobota, ali nedelje smo mi odsotni, tako da zdaj bi se tudi zahvalil. Ženka je potrpela, ko smo mi telovadili po teh stadionih, oziroma še telovadimo. Ampak ne nazadnje, tudi žena je kar zagreta navijačica. Seveda, premne tudi ona hod z mano na tekme, ne na tekme, ne s kontrolora, ampak na reprezentančne tekme, ali pa klubske balone močne. Pa videli spremljamo in košarka, in futbol. Tudi ona je košarkašica pri veterankah aktivna. Tako da je zastop, ko se pravi šport. Skratka, to je način življenja. Zanima me še za zaključek. Veva, Adam Gnezda-Čirin, naš sokrajan, eden stebrov reprezentance. Milan, kaj napoveduješ za dogajanje v Nemčiji na letošnjem evropskem prvenstvu? Kaj lahko doseže slovenska reprezentanca? Za Adama verjamem, da so oba prepričana, da nas ne bo razočaral. Adam je toliko hvaležni igralec. On je največ naredi v tej reprezentanci. Čeprav je taka nevidna vloga, ampak skozi bolj vidna. Tisti, ki se malo razumemo, kaj on vse naredi, pa koliko malo kiksov ima, pa to. Pa še to manj pohvaliti, je nas povabil v Atene, tudi na tekmo, pa na Panathinaikos, Olympiakos, je dobro odšpelil. Tako da zdaj ga gremo pa spremljati v Nemčijo. Zdaj pa rekel kot Luka Dončić, da bo Slovenija prvak. Naj te usliši tisko, ima mogoče kaj vpliva na vse skupaj. Milan, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Lahko rečem, da so se kar dolgo časa morali pogovarjati, da si predstav. Sam si povedal, ne radi dajete izjave, sploh ne radi komentirate, ampak dejstvo je, da smo lahko ponosni, da imamo tule v Idriji ne samo dobre športnike, tudi dobre športne funkcionarje. Tako da, Milan, hvala za udeležbo v tem pogovoru, pa dobro novijenje v Nemčiji ti želim. Hvala in športni pozdrav.
Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega pogovora in povabljeni tudi k ogledu ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.